Pozdravljeni v podcastu z naslovom Slovenska inovativnost od ideje do poslovnega uspeha in podnaslov Kako v Sloveniji ustvariti podporno okolje, ki omogoča rast in razvoj prebojnih inovacij. Najprej pozdravljam omizje gospod Peter Ličen, direktor podjetja Lušna, pa tudi ustanovitelj. Gospod Aleš Mesec, direktor podjetja Unikem. In pa gospod Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke. Zdravljen. Zdaj, ta tema seveda nas nekako zaobjema že zadnja desetletja. Jaz sem že toliko star, da seveda pri njih sodelujem od vsega začetka in običajno jo začenjamo tako majčkeno bolj negativno ali pa pesimistično, se pravi z raznimi informacijami, kako stagniramo na raznih lestvicah konkurenčnosti, kako celo padamo na kakšnih lestvicah inovativnosti. Ravno zadnjo sem gledal European Innovation Scoreboard, smo še padli za eno mesto, smo med 4 ligami držav, smo v 3. pred zadnji najslabši ligi. Padli še za eno mesto, mislim, da nas je Malta prehitela. Ampak jaz ne bi želel, da smo tako negativni, da bi govorili o slabostih. Želel bi si, da govorimo predvsem o prednostih, in prednosti so običajno tisto, na katerih lahko še gradimo. Se pravi, v čem smo pa dobri, in seveda Slovenci smo marsikje tu dobri, ne samo v športu. Zato moram kar priznati, sem izbral 3, ki mislim, da lahko svoje perspektive in predstavljajo svojo institucijo v pozitivni luči in pa seveda govorijo tudi o nekih širših slovenskih kvalitetah oziroma pozitivnostih. Tako da bi se želel, da o tem govorimo predvsem, seveda bomo pa tudi kakšno slabost naslovili, predvsem v tem smislu, kako je z našimi prednostmi jih odpravljati. Zdaj, moje ime je pa seveda Marko Jaklič, to sem se pozabil predstaviti, profesor na ekonomski fakulteti. Začel bi kar pri vas, Peter, zdaj protokol imamo, da se vikamo, pa če dovolite bi kar po imenih se z vami vikal. Nedavno sva se srečala, Peter, pa ste mi rekel, da ste v 2 mesecih postavili en hotel v ZDA, z 20 sobami. Mene je bilo takoj, že takrat sem vas vprašal, carine in podobno vas ne motijo, vsa ta negotovost ne moti vas, ne moti tam investitorjev. Delovali ste mi na nek način zelo optimistično, vse širša javnost vas tudi v Sloveniji pozna kot po zelo inovativnih izdelkih v glampingu in še kje. Ampak mogoče to istočnico, ki je bolj, bom rekel, zdajle zanimiva, kako v mednarodnem izvozu vseh teh negotovostih, sploh pa na ameriški trg, izkoristva tudi za to, da predstavite vaš poslovni model, se pravi, kaj sploh delate, kako delate, za koga delate v začetku, Peter. Je v bistvu čist direkt najprej na vprašanje, seveda, take stvari vedno povzročijo v bistvu so motnje, ne? Ampak v našem primeru pa moram reči, da zaenkrat pa upam, da bo tako ostalo, ne vpliva bistveno, smo tudi sorazmerno majhno fleksibilno podjetje in smo se v preteklosti mogli že prilagajati marsikakšni situaciji, ne. Zdaj, to, zakaj na ameriški trg v bistvu je šlo vedno čisto enostavno zaradi povpraševanja, je pa seveda tukaj en kup stvari, ki so v bistvu veliko težje, recimo že v samem začetku, kakor pa evropski trg, recimo logistika, ki nam povzroča bistveno večje probleme, kot pa recimo nihanje dolarja ali pa trenutno v bistvu te dodatne dajate. Se pravi, zdaj, zakaj smo tam zanimivi, pa zakaj nas to recimo ne skrbi, je zato, ker verjamemo v to, da še vedno zgeneriramo dosti dodane vrednosti in da smo tam zanimivi, in tudi zdaj v kratkem času se je to pokazalo, ker v bistvu vse tisti, mi imamo daljše projekte, so projekti, ki grejo ki trajajo po leto pa pol, neizvedbeno, ampak v bistvu priprave po vse stvari, se pravi dostopa do projekta, da se to nekaj zaključi, in v tem času se dostikrat marsikaj zgodi, in v bistvu tudi prej smo imeli razne fluktuacije dolarja pa tako naprej, ampak očitno imamo toliko te neke dodane vrednosti za naše stranke, da v bistvu z nami ostajajo, tako da to je nekaj, kar me veseli. Zdaj, naš poslovni model je čisto, če začnem čisto od neke vizije, na začetku je bilo delati, ne bom rekel dosegljivo kvalitetno arhitekturo, ampak bom rekel, ker to je zelo relativno, ampak neko ekonomsko logično, v bistvu se pravi price performance, v bistvu arhitekturo. In smo šli iz tega ven, da smo kar si vemo, ker smo študirali, kakšna je kvalitetna arhitektura, pa ta dizajn nivo, v bistvu, ki tega obstajal, smo se srečali z realnostjo, ko smo hoteli podjetje s tem narediti, in zdaj na koncu meseca moraš plačati plače.
Ne, se pravi, treba začeti se obnašati pač poslovno in smo zaradi tega šli v bistvu enostavno raziskovati, kaj na trgu je in kako v bistvu se lahko obrnemo, da bomo to svoje osnovno poslanstvo lahko še vedno pač furali, ne. In smo ugotovili pač, ja, da je pač ena velika diskrepanca med arhitekturno sceno pa inženirsko sceno pa v bistvu pol izvedbeno sceno in smo to združili zato, da lahko hitro pa učinkovito delujemo, ne. In zdaj to mi delamo, bom tako rekel, na enem mikronivoju, na nekih glamping hiškah pa tako naprej, business to business, ne. Ampak cilj je bil pa vedno, ne, od začetka pač generalno arhitektura hiše pa tako naprej in upam, da bomo tudi tja prišli, ne. To je pač nek dolgoročni cilj, definitivno, da tja pridemo, ampak ne na isti način, kakor je trenutno obstoječ standardni način, ker vemo, da je ekonomsko tako za stranko, kakor za podjetja, bom rekel, ne prav učinkovit, ne. Se pravi, dejansko vi združujete arhitekturo, neko ustvarjalnost, inženiring in tudi proizvodno. Se pravi, vi ste tega ameriškega naročnika naslovili iz Jesenic z vsemi ključnimi funkcijami v Sloveniji ali so naredili kaj Američani? Ne, v bistvu mi v bistvu stopimo v začetku projektiranja in to, kar smo zelo zgodaj spoznali, da v bistvu bom tako nasplošno rekel, no, arhitektura pa arhitekt ne bi bil nekako organizator procesov, ne. In zdaj mi smo ugotovili, da pač, ko poskušaš organizirati en tak proces na samo arhitekturo, je daleč od tega, da je dosti. To je samo en del, fizičen del, ki pa rab recimo program, se pravi, kako je organizirana, kako bo funkcionirala, da idealno služi svojemu namenu, pa v bistvu tudi neko identiteto, se pravi, v določenem prostoru, kje se pojavlja, kakšen je odnos do trga, do uporabnikov pa tako naprej. Se pravi, smo začeli zelo zgodaj združevati v bistvu vse te tri stvari, zato da smo prišli do v bistvu produkta. To smo se naučili čisto iz prakse. Pa če je bilo tako, ali bomo nekaj spremenili, jaz sem v srečo, da sem spoznal svojega partnerja v bistvu iz strani marketinga. Na faksu so me naučili, da je marketing pa ekonomija nekaj slabega, ne. Ampak polka sem se... Na ljubljanskem faksu. Ja. In polka smo se v bistvu srečali z v bistvu prvimi izzivi, sem videl, to stane, ne. In zdaj je bilo treba nekaj okrog tega narediti. In zdaj ali krivimo spet politiko, pa kulturo, pa situacijo, pa vse skupaj, ali pa probamo najti rešitev. In mi smo spet prav specifično, ko smo dobivali prva naročila iz dizajnerskega procesa, ne, smo šli po slovenskih pač podjetjih, gradbenih, pa bi lahko to in je bilo no. In pa smo se enostavno odločili, da bomo sami zelo neuki v bistvu tega procesa začeli se sami s proizvodnjo ukvarjati, ne. Ampak vseeno, bom tako rekel, smo pa vedeli, da ker so to majhne stvari, ne, ker so to majhne hiške, da nam lahko uspe, ne. Definitivno, če bi mi zdaj nekdo rekel, to še enkrat ponovimo, pač vprašanje, če bi to spravil, ampak je pa tako, da v bistvu, če bi se letili takoj velikih hiš, jaz mislim, da to so pri nas podjetje 3-4 generacije, ki normalno funkcionirajo, ne. Mi smo zdaj 10 let, recimo, da smo v bistvu v tem proizvodnem delu. Se pravi, 10 let staro podjetje, oziroma Ne, podjetje je 14 let staro, ampak mi smo začeli delati v bistvu na začetku samo arhitekturo najprej, pa pol v bistvu preklapljali ta marketinški del, se pravi razvoj identitet pa programa, ne. Pol smo kasneje šele, v bistvu, ker res nismo mogli več nikamor, ne, v bistvu smo pa začeli se tudi s proizvodno ukvarjati, se pravi nuje, ne. Ja. Koliko približno zaposlenih imate? Mi imamo zdaj v bistvu 10 redno zaposlenih. Vključno s proizvodno? Ja, na proizvodni pa v bistvu 3-4 še v Ljubljani. Je pa zelo veliko, ne, to je ena taka stvar, ki je danes težko. Mi imamo zelo veliko v bistvu freelancerjev, SP-jevcev, tako pri delavcih, kot recimo tudi v razvojni pisarni, ki jo imamo v Ljubljani, ne. Pa ne potem, da bi tako hotel. Mi bi najraje vse zaposlili, ne. Ampak oni tako hočejo, oni hočejo svobodo in tudi funkcionirajo. Ampak če njih pogledaš vse skupaj, vključno s freelancerji, vas je koliko? Mislim, da nas je aktivnih v bistvu tam okrog 17-18 non-stop na projektih, plus pol odvisno od potreb, ne. Okay. Ja. Super iztočnica pol za nadaljevanje, ne. Bi zdaj šel Aleš na vas, ko smo se danes srečali, videl se nista poznala, prva je plana, so pa zelo različnih. Jaz vaju mečkam bolj poznam, no, se neko, imate tudi kakšne skupne, ne, in ena od teh je, da tudi podjetje Unikem, ki ga Aleš predstavlja, v bistvu vse ključne funkcije dejansko dela v Sloveniji, ne, se pravi od proizvodne, inženiringa, ustvarjalnosti, inovativnosti in tako naprej, ne, in tudi dolgoročno mislim, da ne razmišlja kaj dosti drugega, ampak naslavlja pa vse bolj celo 100 držav, no, ampak bom prepustil vam, Aleš, to, ne, zdaj Unikem sem omenil, zdaj to je mečkam tako bolj generično ime, ga niti ne izpostavljate.
Podjetje je meni zelo zanimivo, se pravi, začelo ustanovitelj leta 1989 kot družinsko podjetje, ampak gre skozi vse te faze, tudi, bom rekel, lastništva, no? Se pravi, tranzicija iz nekega družinskega v eno drugo obliko in pa seveda z neko ambicijo rasti, ki pa je v DNK-ju od vsega začetka ustanovitelj leta 1989, kot sem rekel, v garaži Mile Radivojevička iz neke velike korporacije prišel, kaj lahko naredim. Takrat se je ogromno dogajalo, vemo, kaj je bilo to obdobje, neke trgi so se spreminjali, zapirali, odpirali in tako naprej. In je nekdo videl v tem poslovno priložnost. Zdaj pa v čem? No? Ker vaše blagovne znamke so pa mnogim zelo poznane, ne? In tudi področje. Tako da lež, kar vam prepuščam, no? Da mečkam predstavite podobno vprašanje, poslovni model. Predvsem pa jaz že dalj časa spremljam to podjetje, ta pogum, ne? Da se, kam mogoče niti ni toliko zelo značilen za nas, ne? Pa nočem biti negativen, ampak tako, se mi zdi, da smo Slovenci radi na varni strani, kar ni nič slabega, ne? Ampak se mi zdi, da pri vas je pa seveda tudi ta del poguma zelo izrazit, no? Kar mogoče ni toliko, kot rečeno, izrazit pri nas. Ne? Ja, res je. Unikem kot Unikem ni prepoznano na slovenskem trgu, ker se mi predstavljamo po blagovnih znamkah. In predvsem se predstavljamo z blagovnimi znamkami Plantela, Bioplantela, ki predstavljata izdelke zelenega programa in blagovne znamke. Spravi rastline, govorimo o rastlinah. Na drugi strani pa biocidni program, kjer pa imamo blagovni znamki Efekt in pa Ratimor. Poslovni model Unikema sloni na ideji in logiki, ki jo je postavil ustanovitelj, gospod Mile Radivojevič, leta 1989. Mogoče še en pomemben podatek. To je bilo prvo zasebno podjetje v takratni Jugoslaviji, ki je dobilo dovoljenje za proizvodnjo biocidnih izdelkov. In vsa poslovna ideja Unikema bazira na tem, da proizvajamo nišne izdelke, ki zahtevajo visoke vstopne stroške za vstop na tržišče. Praktično vsi naši izdelki, ki jih proizvajamo, zahtevajo registracije. In te registracije niso enostavne, so kar zahtevne. In praktično v vsaki državi, kjer smo prisotni, moramo najprej izdelek registrirati, potem pa ga lahko tudi prodajamo. Ta logika je nadaljevala, da so izdelki namenjeni predvsem ljubiteljskim uporabnikom in manj profesionalcem. Plantela, Bioplantela sta blagovni znamki, ki sta namenjene vrtičkarjem in tistim, ki želijo imeti lep vrt, lepo okolico hiše, lepe rastline izven oziroma znotraj hiše. Ampak še vedno do končnih uporabnikov, ki jih naslavljate, ne? Ja. Hobi pa pridete preko B2B, no? Se pravi preko pridemo trgovskih, preko B2B in ta osnovna ideja, ki je bila, to se pravi, nišni produkt, ljubiteljski uporabnik oziroma manj profesionalni uporabnik, visoko kakovostni izdelki, izobraževanje končnih uporabnikov. In eden od ključnih elementov Unikema je to izobraževanje končnih uporabnikov preko B2B in naslavljanje končnega potrošnika z izobraževanji, z nekimi komunikacijami, z marketinškimi aktivnostmi in konec koncev tudi z klubom Gaja, ki je tudi ena od aktivnosti, ki jih podjetje izvaja. To je v bistvu ljubiteljski klub vrtičkarjev z več kot 10 tisoč aktivnimi člani, z revijo, ki izhaja mesečno, kjer se vse, kar se izvaja, kar je potrebno izvesti na vrtu, komunicira preko tega časopisa. Dobre prakse, dobre aktivnosti, vprašanja in tako naprej. Naslednje, lasten razvoj in lastna prodajna mreža. In vse to je bilo postavljeno leta 1989 in to podjetje zasleduje tudi še danes. V tem času, v 36 letih, se je seveda podjetje iz Slovenije močno razširilo na ostala tržišča. Prvi tak preskok je bil z ustanovitvijo hčerinskih podjetij. Da je bilo to? To se je začelo tam po letu 1995. Trenutno imamo 5 hčerinskih podjetij, kjer imamo lastne prodajno, administrativne in pa logistično ekipo, ki izvaja prodajne aktivnosti na teh tržiščih. Sam prodajni model je bil razvit v Sloveniji in ga zdaj mi prenašamo po hčerinskih podjetjih.
Seveda se nismo ustavili pri hčerinskih podjetjih, ampak smo to svojo ambicijo rasti in razvoja izdelkov in pa seveda vstopanja na druge trge nadaljevali. Najprej v Evropi, kjer smo že zelo kmalu začeli iskati potencialne kupce B2B v evropskih državah, in ko smo na nek način kar dobro pokrili Evropo, smo se ambiciozno podali v Ameriko, v Združene države, kjer smo pa prisotni že več kot 10 let s svojimi izdelki. In to pot nadaljevali. Latinska Amerika, Bližnji vzhod. V koliko držav? Trenutno prodajamo v 60 držav. Proizvodnja vsa v Sloveniji? Proizvodnja je vsa v Sloveniji. Imamo 3 proizvodne lokacije v Sloveniji, kjer praktično proizvajamo vse izdelke, ki jih tudi prodajamo. To pomeni izdelke zelenega programa in pa izdelke biocidnega programa, ki jih potem izvažamo v praktično vseh teh 60 držav. V tem tednu smo dodali še 2 dodatni državi, zato ker smo uspeli pridobiti dodatni registraciji, tako da pričakujemo, da bosta ti 2 državi do konca leta na našem seznamu novih držav. Vaša ambicija, tako srednjeročno, kakor vem, je še veliko hujša. Hujša. Mi imamo zelo širok asortiment izdelkov. To je bil razvoj teh 36 let, da smo dejansko pokrili celotni asortiment izdelkov, ki je potreben za vrt in okolico hiše. Na drugi strani tudi zelo dobro pokrivamo izdelke za zaščito pred škodljivci, ali so to zdaj insekti ali so rodenti. Tako da naša ključna ambicija je, da širino asortimenta izdelkov, ki ga danes prodajamo v Sloveniji, na Hrvaškem, praktično razširimo čez vsa hčerinska podjetja. Zelo dobro to tudi tržimo po državah nekdanje Jugoslavije, Bosno, Srbijo, Črno goro, Makedonijo. Dodamo tukaj še Romunijo in pa Bolgarijo, in to so pravzaprav države, kjer nam je cilj širok asortiment izdelkov praktično v vseh kanalih prodaje. Ne samo v direktni prodaji do kmetijskih trgovin, pri nas so to kmetijske zadruge, v drugih državah so to malo drugačne oblike. Zanimajo nas tudi vse tehnične trgovine in pa seveda vstop v sistemske trgovine. Sistemske trgovine nivoja Mercator, Spar oziroma na drugi strani Merkur, Bauhaus, Baumax. Lahko mi rekel, če smem, Aleš, da dejansko kot relativno zelo majhno podjetje, koliko vas je 170? Nas je zaposlenih 170, od tega nas je 130 v Sloveniji, 40 sodelavcev je pa v tujini. Poskušate tako rekoč vse, na vseh trgih, kako na različne načine, ne? Se pravi, nimate, ne? Včasih smo tako v strateških teorijah, ne? Fokus, ozko in tako naprej, ne? Vi dejansko neko strategijo, ki pa danes tudi zelo popularna ratuje, ne? V svetu, ker je tako vse negotovo, poskuši, nek spekter nekterih, ampak vi to na en tak relativno varen način tudi uspevate že desetletja, ne? Se pravi, iz enega okolja slovenskega, ne? Ker te teorije, o katerih sem prej govoril, Balkane z ZDA, izhajajo, ne, fokus pa globalna zgodba, ne, uspešna, ampak vi pa kot relativno mehno dejansko, ne, včasih smo rekli, da negativno svaštarite, ne, ampak vam na tem področju uspeva, ne? Ja, nam uspeva in jaz mislim, da nam uspeva predvsem zaradi močne vztrajnosti. Ker enostavno procese poznamo, oziroma smo se v teh letih naučili procese vstopanja na nova tržišča, z svojimi blagovnimi znamkami, kljub temu, da smo srednje veliko podjetje, da izhajamo iz Slovenije, so naše blagovne znamke v področju, ki ga pokrivamo, prepoznane. In niso prepoznane samo v Sloveniji, po hčerinskih podjetjih. Znamke so prepoznane konec koncev po Evropi. Predvsem v segmentu tako imenovanih pest control operaterjev, to so izvajalci deratizacij in pa dezinsekcij. V tem področju smo močno prepoznani. In to nam tudi omogoča, da ko gremo na neko drugo tržišče, popolnoma novo tržišče, da imamo že kompletno pripravljen protokol in proces, kako bomo vstopili na tržišče. Kako bomo najdeli partnerja, ko ga najdemo, kaj se bomo z njim pogovarjali, na kakšen način bomo uspeli dogovoriti sodelovanje, in potem, ko dogovorimo sodelovanje, pride do registracije, ki je ključna pri nas, in to je tudi najdaljši del
tega našega procesa, zato ker lahko traja zelo različno, odvisno seveda od regulatornih organov posamezne države, in ko enkrat registracijo dobimo, potem tudi začnemo s poslovnim sodelovanjem. In tukaj nam ogromno pomeni, da stremimo k visoki kakovosti in da vztrajamo pri visoki kakovosti. In to je tisto, kar nam na koncu tudi omogoča to ambiciozno širitev in pa prehajanja na druge trge. Ki pa so zelo različni med sabo, ne? Tudi to je treba priznati. Ne? Zdaj, neko evropsko tržišče z evropsko regulatorno zakonodajo ali pa neko tržišče Latinske Amerike ali pa tržišče Bližnjega vzhoda so precej različne zahteve in tudi sami časovnice pri izvedbi so različne. Bomo šli najmanj še en krog, upam. Se pravi, v izhodišče, mislim, da sta oba sogovornika do zdaj postavila, da očitno v Sloveniji je nekaj dobrega, ne, ker iz te baze uspemo uspešno napadati svet. Ne. Mi smo pogosto zelo kritični, samokritični do sebe, ampak te zgodbe niso edine, ki sta jih vidva povedala. Ne. Zdaj, bom Boruta vprašal, on vodi izvozno razvojno banko, ki je na nek način ugledna institucija, tudi v tistih časih, ko so bile vse banke v krizi, je v bistvu ta banka pomagala drugim na nek način. Hkrati je pa to seveda banka, ne, ki je regulirana po bančni zakonodaji, bo Borut več povedal, hkrati pa seveda tudi v tem regulativnem okolju Evropske unije, da ne bi prihajali do kakšnih, bom rekel, nedovoljenih državnih pomoči. Se pravi, soočena z ogromno regulative, mogoče tudi to še odpremo, ne, ker v Evropi pogosto pravimo, da je zelo težko biti inovativen nasploh, zaradi tega mogoče prenapornega regulativnega okolja. Zdaj banke, ne, jaz bi rekel, še vedno precej bolj regulirane, kot so na primer v ZDA in še kje drugje, ima svoje pluse ali minuse, ampak kot rečeno, SID banka, ki med drugim seveda deluje predvsem na tržnih vrzelih, ne, se pravi tam, kjer trg ne deluje, SID banka s svojimi programi vstopa noter, pogosto ali pa najbolj pogosto dela preko bank, ampak v kontekstu takšnih zgodb, kot so tele, pa seveda tudi tisto vprašanje se pogosto pojavlja, zakaj pri nas nimamo, ne vem, več uspešnejših zagonskih podjetij ali pa podjetij, ki bi uspela hitro rasti. Konec koncev tudi ti dve podjetji sta bili takrat, kot sta bili, ne, po nekih definicijah bi lahko rekli, imajo še danes ta pedigre, zagonska podjetja. Zakaj ni tega več? Zakaj teh zgodb ni več? Ne? In zelo pogosto se poleg ostalih mankov, ne, ko smo rekli, mogoče ne bomo to izpostavljali, se govori o pomankanju kapitala, slovenskega kapitala. In seveda tudi isto vprašanje je res, ne zdaj, vidva nima takšnega dodatnega tujega, ne domačega kapitala, na nek način je bil to ustanovitelji, ki so v tem žargonu startupovskem bi rekli bootstrapali, ne, se pravi so svojim lastnim razvojem, relativno previdno, ne, se pravi relativno, bom jaz rekel počasi, ne, ampak stabilno rastejo. Tudi ti si rekel, Peter, ne, se pravi, ja, imamo ambicijo, ogromen trg je, če bi rekli, zdaj, koliko je tržni potencial na temo stanovanjske in druge gradnje hotelov, tega je ogromno, ne, ampak vi greste zelo previdno, ne, skozi to zgodbo, konec koncev tudi vi ste zelo evolutivno rastli, ne, ampak evolutivno, zdaj vemo, kako so Američani, ne, to je takoj treba nek samorok narediti, milijardo vredno podjetje in tako naprej, kapital ga skuriti, vemo, kaj se danes v umetni inteligenci dogaja, ogromno kapitala gre noter in ogromno se ga bo odpisali, da se razumemo, ne, zdaj sedaj oni si to prvošajo, mi moramo pa sprejeti, da smo Slovenija, ki pa še vedno je lahko ambiciozna in lahko tekmuje, tako kot v športu, z takimi, ki imajo neko drugo mentaliteto. No, ampak zdaj bi se, Borut, k vam vrnil. Zdaj, kako vi gledate to sceno, ker želite biti podporniki, ne? Seveda ta ambicija vaša je tudi velika, to poznam, ne? Se pravi, način pristopa, to je pa pogosto lahko tudi napačen način, ne? Se pravi, pogosto so neke, kar banka seveda tudi ne sme, neke subvencije za ston denar, ki ga država v Evropi in tudi Slovenija pogosto kar mogoče bom rekel, napačno deli, ne, se pravi, ok, denar pride, ampak se vemo, če daš, ne vem, milijon otrokov v vrtcu, ne ve, kaj bi z njim, si mu naredil več škode kot koristi, ne, se pravi, kako na pravi način, se pravi, z nekim, v tej sceni se pogosto omenja, ne, pametni kapital, ne, to pomeni, da so zadnji ljudje, ki so kakšne take zgodbe že skozi dal, ki mogoče grejo s svojimi tudi vložki noter, se pravi, tudi tvegajo in tako naprej. Zdaj seveda tu imamo SID banko, ki je državna banka, sicer regulirana,
Borut, kako vi to vidite in svojo vlogo in to sceno, konec koncev, ki jo naslavljate, ker jo poslušate in skušate razumeti. Zdaj imate opravka z otrokom v vrtcu, imate opravka z nekom, ki je že fakulteto naredil. Na kak način pristopati in pomagati kot banka? Ste le bolj previdni, se mi zdi, bolj zavedate, da denar ima neki izvor, ne, konec koncev so vsaj v ozadju neki prihranki in davkoplačevalci, ne, kako vi to vidite. Citi razvojna banka, pa tudi izvozna institucija in nagovarja vrzeli. To, kar ste rekli, tržne vrzeli pa nastajajo iz različnih razlogov. Zaradi specifičnega stanja podjetja v razvojnem ciklu, tudi ciklično v smislu ekonomskega cikla, ko nekatera podjetja, ki v nekem trenutku niso sposobna najemati virov na trgu, in zato obstajajo take razvojne institucije, ki oblikujejo razvojno okolje in hkrati deluje tudi proticiklično. In te zgodbe, ki jih poslušamo danes, so tipične zgodbe podjetij, ki jih mi srečujemo na trgu. In jih tudi poskušamo nagovarjati. Ne glede na to, da smo majhni z majhnimi viri, kot je slovenska ekonomija sama po sebi majhna ekonomija, ni ekonomija velikih številk in velikega lastnega trga, je idej, s katerimi se srečujemo, res veliko. In ponavadi so strukturirani s to taksonomijo, naprimer strateškega poslovnega modela, ne, kjer ste vi zelo doma, so zelo podobne. Takrat, ko je strukturirano, ponavadi nagovarjajo dosledno, disciplinirano nagovarjajo niše na trgu, kjer iščejo primerjalne prednosti. Smo slišali, da je zgodnje. Vztrajnost, sta rekla, treba je vztrajati. Tako, zgodnja inovativnost, kjer se rojevajo velike ideje, ki se potem težje realizirajo v poslovni model, so seveda po številu leteh v Sloveniji redkejše, ker nas je malo, to je prva stvar. In ker kjer je samo okolje relativno konzervativno v smislu tega, kako kot družba sprejemamo neuspeh. Kot posamezniki, ker smo vzgojeni, v resnici v Sloveniji ni okolja, ki bi dovoljevali druge in tretje priložnosti. Vse do zdaj ni bilo tako. Mogoče je tudi generacijsko pogojeno, ne? Mi vsi tukaj smo malce starejši in smo relativno premočrtno, z malo napakami stopali po tej svoji osebni karierni razvojni poti ali pa podjetniški kot gospoda na drugi strani. Ne? In ko sem jih poslušal, je bilo v resnici v tem, če bi ona dva naštevala, koliko napak je bilo narejeno in kako so jih popravljali, jih je primerjalno, glede na neke družbe, verjetno bilo manj, ne? Zaradi tega, ker je bil pristop dosleden. Kaj je rekel gospod? Preživeli so, ne? Rekel je, od 89. leta, ko je bil strateški poslovni model zastavljen za našo zaznano primerjalno prednostjo, smo bili dosledno disciplinirani, zvesti le temu. To je rekel. Ne? Se pravi, in da ne bo pomote, tudi največja slovenska podjetja delajo enako. Kaj dela dva največja slovenska generika in izvoznika? Enako, ne odstopata dosledno od razvoja velikih molekul. Dosledno, ne? Puščata ob robu OTC, ne delata biološko podobnih zdravil, zato ker je poslovni model tam povsem drugačen. Dosledno, disciplinirano, verjetno najboljše na svetu. In to jo dela zmagovalca, kot dela zmagovalce podjetja, ki izbirajo podoben pristop k izvajanju strateškega poslovnega modela. In tukaj je vloga takih institucij, kot smo mi, na mesto. In zdaj bi tukaj nagovoril, kako se je pa naprimer SIDO poslovni model v času razvijal. Ne? Najprej je bila razvojna izvozna institucija, potem je postala banka, kot nekdo, ki bo razvijal poslovno okolje. In je v resnici se to zgodilo tik pred veliko finančno krizo, kjer je večino tega, kar je bilo ukrepanje, bilo proticiklično ukrepanje, ki se je delal čez bančni sektor. Se pravi, tako imenovani global loan, ki se je dal bankam zato, da je likvidnostno in solventnostno premostila krizo, to je to, kar ste prej omenili, ne? In takrat je bila bilanca največja, zaradi tega, ker je bila potreba komercialnih bank tako zelo velika, da je lahko ohranjala ustrezno financiranje podjetij v Sloveniji. Kasneje, ko je to upadalo, zato ker je se oblikovala presežna likvidnost in viri bank so se stabilizirali, je tudi SID spremenil poslovni model, tako da neposredno nagovarja podjetje, ki teže dostopajo do bančnih virov na trgu. Najprej bančnih virov. In potem pa sledi obdobje, v katerem smo zdaj,
ker je bančnega kreditiranja v Sloveniji tako zaradi razvojnih investicij, dolgoročnih razvojnih investicij, ki trendno upadajo že 10 let, manj, mi nagovarjamo kot SID banka, kar se da eklektično. Pristopamo do posameznega podjetja, financiramo obratni kapital, ko je za to potreba, takrat, ko je naprimer protikrizno treba ukrepati sektorsko, naprimer ta trenutek avtomobilska industrija ali pa težka industrija zaradi spremenjujoče se zahtevnega okolja, poskušamo nišno financirati zato, da premostijo ta del cikla. Od leta 2017 smo bili v bistvu katalizator začetnega financiranja podjetij. Skupaj z EIF smo plasirali 100 milijonov in več in smo že ta trenutek tako se oblikoval ekosistem financiranja Za zagonska podjetja. Za zagonska podjetja in v bistvu SID banka je bil ključni financer. Ta trenutek je že relativno veliko upravljalcev in tega ne delamo direktno. Delamo preko sklada skladov, financiramo privatne agente na trgu, kjer so v resnici izbrane kompetence in glede na obsege, ki jih imamo ta trenutek, smo se odločili, da bomo izčlenili ta del, tudi netipičen je za bančno bilanco, izčlenili upravljalca po principu sklada skladov, še vedno ta isti princip, ki mislimo, da je najbolj učinkovit, skozi katerega financiramo podjetja v zgodnji fazi ali pa podjetja v specifični fazi. Naprimer, ideja je, da razvijemo sklade, podpremo sklade priprave na IPO, da smo še aktivnejši pri infrastrukturi. Zdaj smo naprimer čez infrastructure sklad 3 morij, ki je oblikovan za Srednjo Evropo, gre za velike projekte, da podpremo tranzicijo ob zamenjavi generacij v podjetji. Tega je relativno veliko, glede na to, da smo pač znotraj tega istega 30-letnega cikla in smo to že naredili. Tukaj financiramo 2 taka sklada. Sklada slabih terjatev, ki so bili na začetku podprti, in tudi obsege, ki jih namenjamo temu, mislimo res oblikovati v še več. Naš 3-4-letni cilj je, da je celoten obseg našega financiranja tega segmenta finančnih trgov skoraj 500 milijarde. In to je način, s katerim poskušamo nagovarjati, ampak denar ni vse. Okolje, ki ga je potrebno oblikovati, kjer se spreminja kultura sprejemanja tveganja in tudi okolje, ki sprejema narejene napake, je pomembno. Če bi tako šel, zdaj ti 2 podjetji primera, pa mogoče vidva najprej komentirate, Aleš, mogoče vi za začetek, sta seveda čez celotno zgodovino zelo ambiciozno za slovenske razmere, hkrati pa, kot je rekel Borut, tudi po slovensko previdno. Zdaj, mogoče ni v tem nič narobe, mi smo pogosto potem, pejt, tvega in tako naprej, celo to kulturno okolje, ki je bilo tudi omenjeno, in sistemsko, sistemi tu niso taki, da bi ti kuril denar drugih, tudi ameriški podjetniki rečejo, nisem toliko nor, da bi svoj denar kuril, ali pa denar, kapital družine, ali kaj podobnega, Pri nas pogosto si v tem, se pravi, vsi ti podjetniki, tudi vaše okolje je tako, si dejansko s svojim premoženjem na nek način šel, se pravi, na nek način tudi zelo tvegano, ker tega kapitalskega okolja, ker bi ti lahko seveda črpal nekaj drugega, ni, ali pa ni bilo, Zdaj Borut je nekaj rekel, nekaj tega delamo, ampak to je seveda tudi na drugi strani, receptori niso nujno najbolj, se pravi, na nek način sprašujem, jaz bi rekel, sta neke vrste podjetij, ki imata potencial še hitrejše rasti, če bi gledali trg in tako naprej, Zdaj, vprašanje je, ali si sploh želite hitreje rast, ali je to tisto, kar boste zasledovali, pa se bomo čez 5 let pogovarjali, pa bo Aleš rekel, danes imamo pa 200 zaposlenih, Peter bo rekel, zdaj nas je pa že 40, in tako naprej. Ali je potencial za kaj več? Zdaj seveda ni vsak za to, tudi jaz vedno pravim, nikoli ne bom silil nobenega v to smer. Kaj pravta? Se pravi, kaj v tem kapitalskem smislu, Borut se je na koncu dotaknil tega, se pravi, neke vrste krediti so eno, sem prepričan, vajni podjetji nimate težav s krediti, ampak ta kapitalski, bi to lahko kaj koristilo, oziroma kakšen je mogoče ta prihodnji razvoj, mogoče Aleš pri vas začnemo,
ali bi se vi lahko še hitreje razvijali kot to, je to sploh smiselno, je to čisto dovolj, pa se v Sloveniji je kar precej takih podjetij, kot ste vi, dajmo to zgodbo narediti, pač ne bomo imeli Microsoftov, ne bomo imeli OpenAI in tako naprej, ne? Ampak bomo imeli pa neka taka stabilna podjetja, ki pa še vedno hitro rastajo, predvsem pa vi imate izjemno visoke dodane vrednosti, precej nadpovprečne za slovenske razmere, ker kljub samo je v zadnjih letih dodana vrednost odrasla, ne, ki kaže na produktivnost, kaže na konkurenčnost, ne, kljub samo ta faktor ni toliko mogoče ponderiran v tistih lestvicah, kot sem prej rekel, ampak smo uspešni, no, kljub samo. Mi to gledamo na dva načina. Seveda kapital je pomemben, ker rabiš za to, da razvijaš nove izdelke, da osvajaš nova tržišča, konec koncev, da se tudi širiš prostorsko, ko dosežeš nek nivo poslovanja in enostavno ti zmanjka prostora za proizvodnjo oziroma za skladiščenje in se moraš organsko in fizično širiti. Mi bolj gledamo na drugi moment, ki se nam zdi zelo, zelo pomemben. To je pa organizacija, sodelavci in pa ljudje. Kompetence ljudi in... Se pravi, tu ste omejeni, prav razumem. Pa ne bom rekel, da smo omejeni, ampak dejstvo je, da brez kompetentnih in ljudi, ki imajo znanje, je težko izvajati neke ekstremno hitre rasti po različnih tržiščih. Ampak vi ste multinacionalka že zelo dolg časa, ne? Nagovarjate zaposlene tako rekoč po celem svetu lahko. Ja, res je, in to je na koncu eden od velikih izzivov, kako dobiti prave ljudi na prava mesta, zato da te rasti in da ta ambiciozne načrte tudi izvajati po različnih tržiščih. V našem primeru mi izdelke imamo, ker so že razviti. Naš ključni izziv je, kako te izdelke plasirati na vse tržišča, kjer smo že prisotni, seveda priti s temi istimi izdelki tudi na nova tržišča. In vaša zgodba, model je partnerski, ne iščete prave partnerje? Iščemo prave partnerje. Zdaj v državah, kjer imamo lastne sodelavce, tam želimo to sami delati. Tam, kjer pa nimamo, pa iščemo prave partnerje. Ampak z drugimi besedami, če smem, se pravi, vaša omejitev je res ta prodor na trg. Se pravi, če bi vam kar naenkrat zdaj ratal, ne vem, ogromen trg je Brazilija, da se še bolj ne bo omejitev proizvodnja, boste pač investirali, proizvodno podvojili in... Mislim, omejitve niso pri nas v asortimanu izdelkov ali pa v kapacitetah. Omejitev je vstop na neko tržišče. Niti ne v kapitalu, ki bi ga rabili. Niti ne v kapitalu, zato da vstopimo, ker na koncu koncev ti vstopni stroški na neko tržišče niti niso tako zelo veliki. V nekaterih državah so lahko zelo visoki, v nekaterih državah so pa to neki zmerni stroški, ki jih mi lahko pokrijemo. In je dejansko aktivnosti na tržišču so tisti ključna omejitev ali pa ključni izziv, ki ga naslavljamo, kako priti do pravih partnerjev na vseh teh trgih, kjer še nismo prisotni. Vi se ne bojite rasti, pritiskate, kakor pač lahko, ne, se pravi na svoj način preko partnerstva, boste že sledili in s proizvodnjo, čeprav v vašem podjetju je primer, da ste marsikdaj proizvodno kapacitete postavili, še preden ste videli, kam boste prodali, saj mislim, da je bilo tako v zgodovini večkrat, ampak ste nekako sledili, lastnik je rekel, ne, evo, zdaj imamo tlele. Mi smo vedno šli na tako, da ko smo izdelek imeli narejen, smo si postavili tudi neko osnovno proizvodno linijo za proizvodnjo tega izdelka. Aha. Trga pa še ni bilo čisto. Trga pa še ni bilo razvidno, ker konec koncev, če nimaš izdelka, ne moš niti na trg iti. Ti moš najprej izdelek imeti, potem izdelek promoviraš oziroma ga začneš prodajati in te količine na začetku so majhne. Ko so se količine začele povečevati, smo mi tudi ažurno povečevali kapacitete, dodajali linije, tudi avtomatizirali linije in tako naprej, zato da smo pokrili potrebe, ki so iz trga prihajale. Sprav prva kapital niti ni ovira, ne? Ne. Peter, kaj pa prvas? Zato bom rekel, najboljši kapital je, oziroma je kapital, ki ga dobiš na trgu, se pravi od kupcev, ne? Oziroma od partnerjev, to je najslajši del, ki v bistvu samo podpira, potrjuje to, da je ta investicija gre res v pravo smer in je v bistvu zdaj, je pa tako, glede na to, da smo bootstraperi, kot ste rekli, se pravi, smo dobesedno začeli brez denarja, ne zdaj z nekim malim vložkom ali kakorkoli, bom rekel tako, svet equity, ne se pravi s našim vloženim delom.
smo rastli v frustraciji v bistvu tega, da pač vemo, kaj bi vse lahko naredili, pa če bi imeli še malo več, bi pa lahko v bistvu še več naredili. Ne? Ampak se mi zdi zdaj, ko mečkaj nazaj gledam, da če bi dobili, ne vem, neko strašno investicijo na začetku, bi se tako, kot se prvič vsejil, da so v športno avto verjetno zletel s ceste ali pa zaletel v steno. Mislim pa, da vseeno bi lahko recimo precej stvari delali malo bolj sproščeno, ampak ne preveč sproščeno spet. Se pravi, mislim, da kapital, ki prinese v podjetje, ni samo to, da ga dobiš, ampak da ga je glih prav, se pravi, da si lahko recimo dobesedno tako kot neko gnojilo v bistvu na vrtu, ne? Če ga daš preveč, zamoriš vse skupaj, ne? Če ga daš glih prav, lahko pa precej boljš razvijaš potencial, ki ga imaš. In tukaj vidimo v bistvu prostore, kjer bi se lahko hitrejš pa boljš razvijali. Definitivno to bi rekel, če bi rekel, da ni res, bi se lahko. Ker s kapitalom ne pride zgolj, ne vem, vir, s katerim nekdo s kompetencami lahko nekaj naredi. Pride naslednji par ali pa skupina ljudi, ki ta isti projekt kritično pogleda z vidika vlagatelja, lahko prinese celo kompetence, sploh takrat, ko gre za v zgodnjem obdobju, ker se doda tako da ni, na ta kapital, takrat, ko leta sledi poslovni ideji, ponavadi pridejo tudi kompetence, ki so mu sploh v zgodnji fazi podjetij manjkajo, tako da tole... Definitivno, mi smo vedno gledali na kaj pride v resnici, ne, če ti dobiš neko kompetenco v podjetje, to pomeni veliko več, kot bom rekel, denar, ne? Ker denar je hitro zmanjka. Ne? In v bistvu to je še kar pomembno, tako da tudi partnerje, recimo, mi imamo to srečo tudi, da v resnici, sreča, to smo si nekako predelali, da vse da imamo pač tudi partnerje na ameriškem tržišču, pa tudi v Evropi, ne, s katerimi delamo že več projektov zaporedno in na način v bistvu vzpostavljamo neko okolje, ki se povezujemo. Se pravi, da delite tudi tveganja, ne? Delimo tveganja tudi, ne, in na ta način se mi zdi to en tak zdrav princip, no, ne samo, da smo uspeli povezati neko, ne vem, arhitekturo, gradbeništvo, vse, ampak tudi drugo stran. Se pravi, da to niso več kupci, ampak jih dobesedno dojemamo kot partnerje, ne, v procesu. Sej, mogoče niso čisto reprezentativna primera to, ne, se pravi bootstrapanje na ta način. Konec koncev tudi mislim, da je bil edini slovenski unikorn, kot pravimo, samorok, se pravi vredno podjetje milijarda, to je ta ameriški imperativ. Mislim, da je bil samo Outfit 7, ne, Talking Tom, pa tudi ta je bootstrapal na nek način, se si je pomagal, se je šel tako mednarodno, ne, ampak slovenska zgodba je zelo tako, ne, bom rekel, evolutivna, ne, nekatera hitrejše, te digitalne zgodbe vajne niso, ne, so lahko hitrejše, ne, zdaj seveda ugotavljamo biotehnologija, ne vem, kakšne stvari prihajajo, ne, ni nujno, da smo tam tudi, ampak smo, Boro Teleporikov, smo lahko srečni, da imamo v Sloveniji 2 oziroma 3 velike farmacevtske podjetji, 2 sicer včasih pravimo v tuj lasti, ne, ampak vsa ta podjetja so delniške družbe in Slovenci smo lahko tudi v teh švicarskih, ne, headquartered podjetjih smo lahko solastniki, če želimo, ne, pogosto se to lastništvo tudi izpostavlja, tlele, koliko je ta kapital lastniški, ne, se mi zdi, da sta vidva lepo povedala, ne, sploh vse, ne, mislim, kapital tako ali drugače, ne, more biti pameten, more biti partnerski, mogoče boste vi kdaj v partnerstvo tudi kapitalsko sprejeli nekoga iz Brazilije, iz ZDA, vprašanje, kako bojo šle te stvari naprej, ne, če bo potencial, da podjetje še bolj raste, in mislim, da je to, kar je Borut prej malo naslovil, ne. V Sloveniji imamo en problem, ki sicer ni samo slovenski, Nemci so ga že prej doživljali in tako naprej, ta prenos družinskih podjetij, kar vaše je bilo, ne, med generacijami. Tu se pogosto lahko zelo hude zgodbe zgodijo, ne, da podjetja propadajo. Mislim, da pri vas kar dobro je lastnik poskrbel prejšnji, no, ustanovitelj, da je poskrbel za to tranzicijo, ki je še vedno razvojna, še vedno konec koncev, ne, toliko smo lahko domoljubi, tudi predvsem slovenska, ampak niti ni to pomembno, oziroma, ko bi rekel, ne, jaz sem začel s tem, kar nas tudi mednarodne, ne, premalo kapitala se vlaga v podjetja, sploh v zagonska podjetja, v scale-up podjetja, kot sta vidva, mogoče, ne, se pravim, zdaj so te definicije sploh ta prave, tule ugotavljamo, da niti ni, ne, kar pa ni problem, ne, kar pa ni nujno, da velja za vse primere v Sloveniji, tako da ne bi tega pomena zmanjšal. Ampak vprašanje, ki ga pa imam, zdaj mogoče Borut najprej za vas, ne, ker gledate širše, seveda nekaj je banka, skušate svoje delati, ampak seveda marsikdaj ugotovimo, ja, omejen sem do tega, manjka še kaj drugega, ne, v Sloveniji, ne. Zdaj mečkanje je že bilo nakazano, zaposleni, zaposlovanje, pa nočem, da gremo v to smer jamranja, ne, reklo,
En je ta vidika, smo res privlačni, konec koncev, ja, smo majhni, smo omejeni, ne, ampak tujce bomo morali tako ali drugače ali jih zaposlovati v tujini ali doma, ne, se pravi, en vidik je ta, drugo je pogost pri takih zgodbah so tudi neka varnost, ki jo kakšni investitorji iščejo v smislu neke intelektualne zaščite, ne, se pravi, intelektualnih pravic in tako naprej, pogosto hočejo delovati v kakšnih davčnih oazah zaradi davčnih razlogov, tudi tu nismo, ampak konec koncev druge države, kot so skandinavske in tako naprej, imajo podobne izzive, no, niso to davčne oaze in podobno, pa jim to vsem uratuje. Se pravi, malo mi je vprašanje, tudi izven teh perspektiv vaših zgodb, ko pa gledate to podjetniško razvojno srenjo, kje mislite, da so pa tiste možnosti, kjer bi lahko nadgradili te dobre stvari? Pa nočem, da jamramo, ne. Kaj delati na lastnostih, kjer smo dobri, pa jih nadgraditi relativno enostavno, no, ko bi rekel, lej, sam tale kamenček nam manjka, pa bi lahko bilo še bolj, ne, ker zdaj sem naslovil kapital, ravno zato, ker imamo borzo, pa smo rekli, te statistike pravijo, ampak ni nujno, ne, mogoče celo boljše, da ti tudi startupi čim prej v tujini dobijo to prepoznavo, pameten kapital, ne, zdaj Borut lahko malo pomaga, dela z investicije z drugimi tujimi, bom rekel, upravljalci, ki imajo te veze, ampak ne vem, Borut, mogoče najprej vi. Ja, mislim, kaj manjka, no? Vmes, ko si oblikoval vprašanje, sem poskusil najti nekaj, kar je mogoče res enostavno in bo slišati mogoče tržensko, ampak hkrati se mi kot SID banka res velikokrat srečujemo s tem. No? In morda je naš problem, ne, ker nismo dovolj vidni. Ta razvojni viri in SID banka res zelo eklektično pristopa. Mi imamo instrumentarij skoraj da enak, kot ga ima KFV ali pa CDP. Mislim, gotovo ste že slišali za te res mastodonte, velike razvojne institucije, takih obsegov in seveda bistveno več resursov, tudi človeških, da lahko razvijajo zelo kompleksne finančne produkte. Dodatno kompleksi so iz razlogov, ki se jih ti prej naštel, zaradi problema državne pomoči, problema virov, zato ker mi delamo v bistvu z dolgoročnimi viri, ki jih najemamo na privatnih trgih, in odnosa z državo, zato ker država nam vedno odnese del tveganja in s tem lahko naredimo več in ponudimo, morda smo premalo vidni, ampak lahko, in tukaj nagovarjam tudi njiju dva, pa vse javnosti, dajte poskusiti, ne, pridite k nam in boste videli paleto vseh instrumentarijev, naprimer, ne, z vidika razvoja nekega drugega trga, ker ne gre zgolj za to, ali imaš lasten vir, da to narediš, ne. V strukturi bilanci lahko z vidika učinkovitosti, če tudi si zelo konzervativen, takrat narediš več, tako z vidika motivacij, ne, kot z vidika tega, da se razbremeniš lastnega tveganja za druga dejanja in prideš k nam po vir. Ali odneseš del tveganja za, naprimer, zavarovanje izvoznih poslov, ne, zavarovanje kratkoročnih izvoznih kreditov, kjer v resnici neka tveganja, ki so ponavadi lahko druga deželna tveganja ali pa tveganja partnerja na drugi strani, ki ga pokrije specifična zavarovalna institucija, kot in mi odzamemo del tveganja in na ta način v resnici ravnaš zelo konzervativno in narediš več. Ne? Torej, če ta neka miselno pregrado, tudi z vidika, pa bom tle zelo konkreten, ker si mislijo, da je SID politična institucija. Pa absolutno ne. Ne moji kolegi, ne jaz, vsakdo, ki me osebno pozna, ti si z mano kdaj delal, je absolutno izven konteksta nekega političnega odločanja, je zgolj podjetniško, finančno odločanje in presojanje projektov, ki nima lastnosti nekega parcialnega na ravni predsotkov. In v resnici je kdaj bil odziv v smislu, da nismo vedeli, da to obstaja in nismo vedeli, da se SID tako obnaša. Ne? No, tako da to je ena izmed majhnih stvari, ki se jih lahko naredijo in nagovarjam celoten univerzum slovenskega. Pridite k nam in bomo preverili, če lahko kaj naredimo. Kakšne instrumente imate ali pa kakšni bi celo lahko razvili, ko jih poslušate? Ne? Res. Mislim, naprimer, ta trenutek in smo jih že nekaj naredili, delamo tako imenovane mikrobonde, zaradi tega, ker nekateri pa nočejo imeti zgolj bančnega financiranja, ne, pri zunanjem financiranju podjetij, so pa majhni, ampak vseeno izdajajo vrednostne papirje. In delamo emisije med 5 in 10 milijonov iz enega preprostega razloga, ker s tem dobiš fleksibilnost pridobivanja virov financiranja na trgu in smo v resnici tako imenovani sidrni vlagatelji, ki jamčimo, da bomo pokupili del emisije,
Ne? In se vedemo in hkrati tudi organiziramo to vrstno izdajo. Tako da je v resnici primerjalno cenovno manj zahtevna, naprimer, kot je lahko bančni kredit. In smo tega že nekaj naredili in bomo tega naredili še več. Prav za takti podjetje, čeprav razumem, so ti instrumenti. Ne, tale gojar. Peter, kaj bi vi rekel? No, jaz bi rekel tako, da v bistvu, da imamo potenciale, bom meni rekel, je ni tak čist osnoven. Zelo bi me zanimalo, kakšna je razlika med startupami med kakšen je vsip v bistvu v resnici. Ne? Ker se mi zdi, da je precej manjši kot drugje. To pa zaradi naše specifike, v bistvu, če tako gledaš naše podjetništvo, to samo niklo ne za tisto večje organizirano korporativno, v bistvu je ogromno izhajalo že včasih iz garaž, ne bom čisto simpel rekel. Se pravi neko samoiniciativno razvojno, ki pa ima potencial pač prestopa na drug nivo, na nivo industrializacije, valjda, če okolje to omogoča, oziroma če so dosti dobre na koncu. Se pravi, neko sip je pa neka stvar, ki smo se tudi pogovarjali že prej, ki ste tudi rekel, trma, ne? Imamo po moje neko trmo, ne? To lahko gledamo tudi pri športnikih, pri vseh teh zadevah, ne? Znamo pivotirati. Znamo pivotirati, ne? Ni nas strah, recimo hecanje, ne? Morbiti ni običajno tu pri nas, da v bistvu zapreš podjetje, pa odpreš novo podjetje, pa tega skoriš, povzameš investicije, pa vržeš preč, ne? Ampak znotraj posameznega projekta, ki gledaš zgodovino, tudi pri nas se pa noro veliko pivotira, ne? Ker se mi zdi, da v bistvu znamo zelo malo veliko narediti. No, se mi zdi, da je to eno pravilo, kar pa seveda lahko kasneje postane ovira, ne? Ker to je v bistvu ena taka stvar, kar se mi zdi. Drugo je pa, to, kar bi pa lahko naredili, pa to se tudi pogovarjamo znotraj teh raznih CZK-jev, pa tako naprej, ne? To je Center za kreativnost. Center za kreativnost, ja. Je pa v bistvu to, kar je tema skozi dedemonizacijo v bistvu podjetništva v kreativnem sektorju. Se mi zdi, da v bistvu je še vedno, da se razumemo, kreativni sektor, kreativno industrijo, ki govorimo, ne, bi izuzel marketing načeloma, ker mislim, da tam razumejo v bistvu celo zadevo, ampak obstaja pa precej ogromen potencial, ne razumem čisto točno, ali je to, mislim, da je bolj predsodek, kot pa strah. Kulturološki problem. Kot pa strah. Družbe v celoti? Ne družbe v celoti, pač kreativcev recimo. Ne? Ampak ta izhaja iz nekje. Ne? To izhaja iz okolja, kjer mi delujemo. Tam, kjer je kreativni sektor, da ne naštevam fakultet, da jih ne bi več izpostavljal. Se kar znazijo, ko pride nekdo tak, jaz iz ekonomske, pa začne te poslovne vidike, lejte, morate denar v našem, ne, to je nekaj hudega, to je kapital, to je kapitalizem grdi, ne, in tako naprej. Ne. Tako da imamo veliko teh predsodkov, to se strinjam. In ta predsod... Ampak tukaj tudi virov ni, no? Vem iz čisto osebnih razlogov, v resnici v tem sektorju je premalo specifičnih virov. Finančnih, absolutno. Kreativnih. Ampak mogoče jih tudi nočo. Ker splošen pogled glede na potrebe financiranja moj je, tako zelo od zgoraj, da ta trenutek je virov dovolj. Spravi, načeloma, če kdo hoče, lahko, naprimer, tle specifičnih je pa mogoče celo premalo. No? Ja, ne, mislim, gre se čisto za eno stvar, da jaz mislim, da je tle ogromen potencial, tudi verjamem v evropskem smislu, da ti na kreativnem delu mi bomo veliko počasneje ogromno proizvodno vzpostavili, kot recimo Kitajci, tako naprej, ne, se pravi, v bistvu, že štartati na to, da bomo na tem nivoju konkurenčni, se mi zdi tako super, ne, če bi šlo, ampak se mi zdi dosti, ampak imamo pa en ogromen potencial, ki je po moje neizkoriščen na tem kreativnem delu, ker ni stika, se mi zdi dosti med proizvodnjo, med industrijo in recimo jaz, ki pač sem to doživljal in smo to na svoj način pač rešili, recimo ogromna luknja med arhitekturo in gradbeništvom, to je tak čist tipičen primer, ne. V bistvu imaš dve industrije, ki delujeta z drugim ciljem trenutno, ne. Ampak, Pedro, zdaj si dejansko eno načel, ko sem imel tudi vprašanje, mislim, da imamo še toliko časa, ne, zdaj seveda relativno majhni podjetji bi človek rekel in zdaj to ni seveda reprezentativno, ampak z vajnega pogleda, pa tudi seveda Boru toga poznate zelo dobro, tudi naša večja podjetja, velika podjetja, ne. Vi ste zdaj začeli, seveda imamo tam kar velike proizvajalce relativno hiš v Sloveniji, ne. No, hiš še ne, ampak sem govoril bolj o drugih industrijah. Ampak gradbeništvo in tako naprej, ne. Se pravi, en kup je teh, Aleš, vi imate tudi izkušnje, ste prej delali dolgo v gomarstvu, v kovinsko predelovanju, se pravi, velikih podjetjih. Ne? Zdaj, seveda tu gre za nek ekosistem tudi med podjetji, ne samo s finančnimi institucijami, pa z univerzami in izobraževalnimi institucijami in tako naprej. Ne? Zdaj, kako vi na to gledate? Ne? Ker kljub samo s to številko, rast BDP-ja je zdaj le popularno, pa ne moramo biti zadovoljni. Ne? In v njej se vidi ta naša produktivnost, naša uspešnost, konkurenčnost, inovativnost. Ne? Se pravi, primarno sprašujem, ker imamo tak naslov, inovativnost, ne? Tehnološka in netehnološka. Meni je zanimivo, prej tisti kazalnik oziroma European Innovation Scoreboard, ki sem ga uporabljal, ko gledaš, kje smo najšibkejši
tam pade ven netehnološka inovativnost. Ne? Se pravi, tehnološka, netehnološka. Jaz mislim, da smo tam celo tako slabi, da mi ti ne vemo sami za sebe, kaj je netehnološka inovativnost. Vi imate ogromno netehnološke, ali pa celo večina netehnološke inovativnosti. Točno to. Pa ne znamo celo poročati tega, ker poviješ tisto številko, mi smo, ne vem, če je povprečje evropsko 100, smo mi na 20, ne? To je nemogoče. Ne? Jaz tudi mislim. Jaz sem to hotel prej reči, da v bistvu, sem hotel to reči prej, da v bistvu glih to mora biti en problem, da gremo blazno za nekimi tujimi trendi, ne? Visokotehnološka podjetja. Ja, seveda je večja razlika, se da večje dobičke generirati, ampak mi smo, se mi zdi, da dobri res v tistem, da naredimo sorazmerno enostavno tehnologijo, ampak je pol od zadaj ogromen ene stvari, ki niso zdaj to, kar se dojema klasično tehnološka inovacija. Procesne inovacije, v bistvu tržne inovacije. Produkt, cilj mora biti vedno produkt. Cela zgodba. Vi prodajate, pa ne bo to teli vaši šotori, ne bo to tale vaš hotel. Vi zgodbo prodate, ker niti ni cena ključna, če sem vas prav razumel. Ampak zaradi vaše zgodbe s partnerji B2B ali pa B2C seveda kupijo, vi hitro naredite, vi ste zanesljivi, vi prodate še zgodbo, ker ni treba, on ima denar, vi imate zgodbo in tako naprej. In to je, zdaj seveda, če sem pa prav razumel, ste pa dosti kritični do seveda teh večjih gradbeništvo in to. Delamo tako v gradbeništvu, vemo, da imamo velike probleme na stanovanjskem, tudi cene stanovanj so visoke in tako naprej. Če prav razumem, vi ste kritični. Žalite, delamo na zastarel način v tej celi vezi. Mi moramo biti kritični, če hočemo delati nekaj novega pa drugačnega. Jaz mislim, da je to osnova, da sploh s tem začneš. Če zdaj rečeš, ok, vse je v redu, pa bomo samo še nekaj na to nadgrajevali. Skratka, če delaš isto stvar na isti način, ne boš drugam prišel. Tako da to je ena osnova. Izhodišče inovativnosti, si nezadovoljen, da je drugače. Ampak mislim, tudi tako rečem, se treba zgodovine učiti. Mi smo imeli recimo znotraj našega sektorja, bom rekel, med presekom arhitekturo gradbeništva v preteklosti fenomenalne primere, ali Ilovca v 70-ih pa tako naprej, ki so združvala v bistvu vse te dele. Ampak pol je prišlo v 90-ih 2000, da so se vsi razvojni oddelki v bistvu metali ven iz podjetij, v bistvu, ker je bil to prvi legitimen strošek, da si se ga znebil, in zdaj nimajo več v bistvu tega. Jaz pa res verjamem, da so te strukture, da jih je treba razvijati, da kar najameš nekje za vsak projekt nekaj pa pol. Profesionalno-inovacijski oddelki, ne samo množično. Kaj govorijo skozi o design thinkingu, recimo, to je taka krilatica. Jaz vedno pravim, da oblikovalski design participation, se pravi, ne samo, da zdaj razmišljamo vsi o tem, kaj pa kako bomo, ampak da res vsak v procesu v bistvu celega produkta, se pravi, od koncepta do prodaje, do na koncu pač same uporabe, še 10 let po v bistvu te zadeve, da razume v bistvu, kaj je cilj, in da vsi pri tem sodelujejo, da zdaj vsi delajo na konceptu, ampak da vsak se zaveda tudi na koncu, vsak delavska šraufa, da je to del v bistvu dizajna, da to je del produkta in da je glih toliko pomemben, kakor pa v bistvu neko konceptualno del na začetku. In tega pri nas v bistvu te povezave ni. Imamo dve industrije, ki recimo gradbeništvo pa arhitekturo, ki imata drug cilj v bistvu. Poslovno, če gledaš v bistvu, če bi gledal poslovne cilj, so čisto različne. Morajo bi imeti pa skupaj. Delajo pa skupen produkt na koncu. In tle v bistvu ena stvar, ki se jo lahko reši. Samo treba pa za to prevzeti odgovornost in mi smo to naredili znotraj podjetja. En izziv, pa ne bomo šli zdaj politike, kako spodbuja razvojna pa to, ampak to je en pomembnih izzivov, se strinjam. Aleš, kako vi gledate na to? Tudi mogoče malce naslovite te vaše izkušnje iz velikih podjetij, ali pa kaj zdaj gledate ta naša večja podjetja, pa pustimo farmacevti, ki so del neke zgodbe, ki hvala Bogu jo peljajo tudi inovativno, kot je rekel Borut, z zelo visokimi dodanimi vrednostmi. Kaj pa to? Vi ste pa tam vsem bili bolj svoje čase, ste bili dobavitelji avtomobilske industrije in tako naprej. Mislim, da imamo v Sloveniji, tako kot je bilo že rečeno, tudi vi ste na začetku lepo rekel, tehničnega znanja v Sloveniji je ogromno. In tehničnih inovacij, tehničnih idej je res zelo veliko. In tudi kompetenc v Sloveniji za izdelati tehnologijo, za razviti izdelek je zelo velik. Mislim pa, da nam veliko manjka na trženju, na tem plasirati izdelek na trg, biti partnerja na drugi strani, razvijati, se širiti, in to je pa ta netehnološka inovacija. In tukaj mislim, da kar precej zaostajamo, vsaj moje izkušnje, ko sem delal v veliki korporaciji, so bile, da enostavno mogoče nam manjka malo korajže. Pa ne tako, kot ste vi rekel, Borut, denarja je dovolj, res je. Ampak si ga ne upamo vzeti, ali pa ga niti ne upamo uporabiti, ali pa ga niti ne znamo uporabiti pravilno, zato da bi dosegli, da tehnično inovacijo prenesemo na tržišče in smo uspešni s to tehnično inovacijo na tržišču.
A ne. In ta pot ni tako enostavna. To je trnova pot, ki traja, pa je veliko padcev, ampak tukaj se ne smeš ustaviti. Moraš verjeti v svojo idejo, moraš verjeti v svoj izdelek in iti naprej in ga pripeljati do trga. Ne bi se hotel izgovarjati, ne, jaz prihajam iz ekonomske fakultete in nekdo bi lahko rekel, ja, premalo nam dobrih marketingarjev je šola, te prodajnikov in tako naprej. Ne. Najprej, zadeva je zelo kulturološka. Jaz se spomnim, enkrat sem v enem okolju delal, ker so bili Nizozemci, Švedi in Slovenci. Pa ne študenti, ampak izkušeni menedžeri, tudi prodajajo, vse mešano. Ne? In tam se je videl, Nizozemci je sposoben prodajati. In to ima večstoletno tradicijo. Ne? Švedci je bil tam nekje skoraj kot mi, ne? Z vidika so bili zelo inženirsko proizvodno, picajzli, to prodajem je bila tam nekje. Ne? Medtem ko, ja, in zdaj seveda ti lahko rečeš, ok, kulturološko se moramo seveda Slovenci bolj v to smer spremeniti, druga hitrejša pot je seveda se odpreti za te kadre, ne? Se pravi, vi imate tudi Špance, sem videl v ekipi in podobno. Ne? Zdaj, je to dovolj, ne vem, no, ampak, ali pa Američani, s katerimi sodelujete. Ampak se mi zdi, ena pot, gotovo je to odpiranje, ne? Ker mislim, da smo Slovenci smo pa tako empatični, pa znamo, mislim, nimamo tega, ne? Zdaj smo zaradi svoje mehnosti, že v pozitivnem smislu nismo, da bomo dominirali. Ne? Mi gremo zelo partnersko v zgodbe poslovne, popravta me, ne gremo tako, kot Američan, bom pa kupil, pa delo boš tako, kot bom jaz rekel. Ne? Tako da v tem smislu tu je nek potencial kadrovskega, zdaj hotel sem še to odpreti. Ne? Vi ste večkrat rekli, kadrovski problem je relativno velik v Sloveniji. Ne? Naslavljati ga s tem, da se širimo, 2 milijona nas nikoli ne bo več kot toliko, ne? Rečemo, ne, naslavljati to partnersko, mednarodno, ali pa celo tu je privabljati sem, zakaj pa ne? Da bojo tudi plačevali davke, pa nam pokojnino. Dejansko to Unikem že dela. Unikem ima v hčerinskih podjetjih lokalne zaposlene ljudi. Nimamo tam Slovencev, ki bi to upravljali, ampak imamo lokalne... Kakšen celo pol v Slovenijo pride, če se ne motim tako, ga na head pripeljete? Seveda, če se izkaže v tem svojem delu, če je uspešen in če dokaže svoje kompetence, seveda ga tudi potem povabimo oziroma dobi pozicijo na upravi podjetja. Mi imamo konec koncev svojega človeka v Peruju, ki nam pokriva Latinsko Ameriko. In to je lep primer. Svoj človek pomeni Peruanca ali Slovenca? Peruanca. Je sodelavec, ki sedi v Peruju in pokriva vse države Latinske Amerike. Ker enostavno lokalni jezik, lokalna zakonodaja, lokalne specifike in tudi diverzifikacija pogledov in drugačnih videnj poslovanja, ki jih mi enostavno iz Slovenije ne moremo in ne znamo niti prepoznati, in enostavno ugotavljamo, da z širitvami ne bomo mogli, ali pa teh širitev ne bomo mogli izvajati iz Slovenije. Širitve bomo lahko izvajali izključno samo z lokalnimi sodelavci. Kar pomeni, da bomo intenzivno šli v to, da bomo lokalne ljudi rekrutirali in z njimi začeli delati, ker nam bojo oni tisti, ki nam bojo lokalno specifiko prinesli in seveda tudi bližino do tega partnerja oziroma do tega kupca, ki pa jo dejansko rabiš za to, da si uspešen. Aleš, če smem, seveda sodobna digitalna komunikacijska tehnologija vam zelo olajša, rečemo, to pot komuniciranja. Sem pa nedolg nazaj bil, če smem to reči, kjer vas je lastnik, Mile, tako kar malo, ne bom rekel, ja, premalo denarja porabiš za reprezentanco. Ne. To pomeni, premalo se družiš s kupci. Ne, ker to pri nas običajno ravno obratno slišimo, že celo plakate gledam, ne, zdaj preveč denarja za reprezentanco. Reprezentanca pomeni neka socializacija, saj to ne mečeš denarja, tudi tam nima preveč časa, pa tudi hočemo mečkrat manj jesti kot ne, ampak reprezentanca pomeni, da se tudi ob teh digitalnih tudi družiš, ne samo s sodelavci, seveda s kupci, z dobavitelji in tako naprej. Brez teh vezi, ne, tudi s sodobno tehnologijo mislim, da ne bo šlo. Ne, sodobna tehnologija je samo pomoč. In to je že zadnjih 20 let, odkar so bili ti Teamsi oziroma te videokonference vzpostavljene. Ne. To je pomoč za to, da tebi ni potrebno vsak mesec leteti v Latinsko Ameriko. Ne. Brez osebnih kontaktov ne gre. To je dejstvo. In mi izkoriščamo veliko teh osebnih kontaktov, ker se pojavljamo na nišnem področju. Praktično vsi ključni igralci se združimo na 3-4 globalnih sejmih. In tam je potem tista komunikacija in tista reprezentanca, ki je potrebna.
Še mogoče eno zaključno vprašanje za vas tri vse. Zdaj seveda ta fenomen umetne inteligence, o njem govorimo že tam od 50 let prejšnjega stoletja, tako da to ni nova stvar. Se mi zdi, smo pa le v prvem tem valu zakonskem implementacije tega. Vidimo, da v ZDA investirajo v vse te podatkovne centre, v tehnologijo take milijarde, kot bi lahko primerjali s tistim časem, ko se je na veliko investirali v železnice, ko se je elektrika začela širiti, konec koncev internet in seveda vsakemu takmu valu se je naredil nek finančnem smislu balon, mehurček, pa se je stvar počistila tudi s tem internetnim 25 let nazaj in potem neke stvari preživijo. Govorimo, seveda tudi pogled na to, nekateri govorijo o nekem dodatnem orodju, tako kot je Excel, drugi govorijo, to bo spremenilo naše življenje, poslovanje, tako kot je elektrika, da zdaj le še mogoče ne vemo, ampak poslovni modeli se bodo pa spreminjali, tako kot elektrika omogočila marsikaj, tako kot vsi poslovni modeli so se spremenili, od pekarne do ne vem česa. Rečemo, da se bo to, če bomo srečni, pa da bo mir v naslednjih 15-20 letih. Tako da malo vaju, ali pa vas vse tri, sprašujem zdaj umetna inteligenca. Jaz verjamem, da po pojavu ChatGPT in podobnih na nek način bolj, ne vsi tudi vaši sodelavci to uporabljajo, včasih vidno, včasih manj vidno. Jaz trdim, da ne golfajo, tako kot ne trdim za moje študente, ampak si pomagajo s tem. Nekateri mislijo, da je to golfanje. Si pomagajo, je pa seveda ogromno izzivov. To, kar vas poprašam, a vidva, ki uporabljate, oziroma vi uporabljate ki umetno inteligenco, ampak ne v smislu vaši zaposleni, ampak da imate prav sistemsko v podjetju neka orodja, v prodaji, marketingu, bote, ne vem kaj še vse, da vam to dviguje produktivnost, da vam to spreminja, da se pogovarjamo inovacije, inovacijski proces, tako da mogoče, Peter, najprej vas, a imate kaj tazga, že vas je malo bi človek rekel, pismo, si bom lahko kaj pomagal, 3 ljudi mi treba zaposliti, zato, ker imam, ne vem, na tem marketinškem delu enega bota, da saj tista prva povpraševanje, ali kaj, ne vem, Peter. Ja, mi delamo skozi, v bistvu na tem, tako sem rekel, torej tehnologija je v bistvu inteligentna samo takrat, ko v bistvu služi svojemu namenu, v bistvu v tem primeru produktu, čim boljšemu produktu in da v bistvu mi lahko in dodano vrednost pa zgeneriraš na 2 straneh, eno s pozicioniranjem trga in drugo po optimizacijo procesa. Tako stroški. In seveda mi imamo že, pa to že kar en čas, že preden je bil ta ChatGPT, avtomatizacija odgovorov na maile, se pravi v bistvu vse te stvari, ki še niso bile AI, ampak so bili pač algoritmi, smo takrat še rekli temu, in v bistvu, da nam olajšajo prehode. V bistvu bistveno nam olajšajo, ker mi imamo precejšno prodaje, precej ponudb se zgenerira, pa tako naprej, kle že čisto redno uporabljamo v bistvu inteligenco. Prav, ogromno ponudb, ki pa se ne realizirajo. Seveda, mislim, to je normalno, pač imaš vsi vedno, mislim, zelo težko v bistvu, če nisi na trgu, če ne deluješ, če ne ponuješ, v bistvu, da prideš do trgov. In klej je bila frekvenca to, da jo nismo mogli v bistvu shajati, v bistvu določene mere, nismo mogli zaposliti, da tega človeka usposobaš, da prodaja tako dobro, kot ti, recimo. Kdorkoli v bistvu od teh, ki so že dolgo časa v podjetju, to je kar, to ni jutri pride, pa mu dam nek tekst, pa bo začel v bistvu, plus tega, da rabiš ta prav karakter, pa tako naprej. In klej nam pomaga, da smo tiste, v bistvu, ki so res dobri na tem opolnomočili, da so začeli še več pa boljš delati na ta način. Oziroma jih razbremenili, bi tako rekel. Zdaj, kar se tiče pa v bistvu dolgoročnega plana, pa mi že skozi v bistvu pripravljamo v bistvu proizvodno logiko oziroma načrtovanje proizvodne na način, da bo prehod na, bom tako rekel, ta AI, ali pa bolj na machine learning, ki bo šel na nivo tudi razvoja dokumentacije pa priprave proizvodne, upam, da bomo pripravljeni. Se pravi, v bistvu imamo že zdaj modularno oblikovanje v bistvu same proizvodne dokumentacije, modularno oblikovanje v bistvu na eni strani tako za stranke, kot za proizvodno. Zdaj v bistvu negirate eno mojo tezo, sprejeli sem rekel, mala slovenska podjetja imajo zelo velike težave, pa ne mogoče toliko finančno, ampak tudi z vidika znanja in tako naprej zasledovati te sodobne tehnologije. Vi dajete nasprotno, mi gremo v to noter, vidimo. Se to ni enostavno. Ja, ampak si pomagate najbrž tudi s kakšnimi zunanjimi partnerji ali to vi sami vladate? Ampak trenutno ne tako, da bi prav kot partnerje, imamo pač plan, ki bomo prišli, mi razvijamo vedno skozi projekte. Ampak ne pričakujete kakšnega finančnega instrumenta, ki bi delil tveganja v podporo, ki bi ga mogla Sitbanka razviti v podporo tehnološkem prehodu z uporabo umetne inteligence tega? Ne pričakujemo, smo pa že v bistvu šli tudi neke razpise, v bistvu za te stvari, sicer ne zigli za AI takrat še,
Ampak ja, definitivno mislim, optimizacija poslovanja v podjetju je neskončna akcija. Izziv, ampak ga naslavljajo tudi naša mala srednja in so rekli, da to bo samo zgodba za velike. Ne, mislim, da ne. Mislim, da glih nasprotno govorijo, lahko mogoče, da bo kar naenkrat bomo videli samoroge, ko bo one man band, ko bo en človek v digitalu, se pravi, ko bo en človek lahko naredil vse, ko bo sforal marketing sceno, naredil podjetje. Mislim, da glih obratno se bo dogajalo. Ker že itak skozi v bistvu celo digitalizacijo se dogaja to. Mislim, naše podjetje, tako kot je pred 50 leti, ni šan, mislim, nemogoče, da bi v bistvu sploh štartali. To je ta sodobna digitalna tehnologija v bistvu to. Mi smo že od začetka v bistvu delali 3D simulacije v bistvu naših objektov do zadnjega gradbenega sestavnega elementa. To pomeni, da smo šparali 100 do 150 tisoč evrov pri vsakem prototipiranju. Pa 30 ljudi. Pa seveda, mislim, to je skupen strošek z ljudmi, z vsem skupaj. Se pravi, smo se znebili ene prototipne faze in mi brez tega niti ne bi začeli sploh, ker je nemogoče bi bilo. Osnova je ta sodobno visoko tehnološka. Leška kupa prvas, ki porabljate sistemsko, mislim. Ja, sistemsko. Tudi pri nas imamo trenutno projekte uvajanja orodij umetne inteligence ali pa uporabo umetne inteligence, predvsem v marketingu. Zakaj? Zato, ker imamo toliko različnih tržišč, potrebujemo prevode v vse lokalne jezike in enostavno postavljamo eno platformo, kjer bomo imeli vse te dokumente in vse te informacije zbrane in potem seveda plasirali po posameznih državah, po posameznih jezikih, takrat, ko bo potrebno in za potrebe prodajnih aktivnosti, za potrebe marketinških aktivnosti, za potrebe naslavljanja končnega potrošnika o informiranju o naših izdelkih. Seveda na drugi strani pa te zadeve počasi gredo tudi v tehnološke procese, v razvojne procese, ker enostavno umetna inteligenca omogoča v zelo kratkem času en zelo sistematičen pregled znanja in vedenja, ki obstaja ta trenutek. Tudi hitrejši razvoj. V farmaciji smo poslušali, da bo šlo iz 20 let na 5 let razvoj, zdaj se je to mečkan stabiliziralo, ta pričakovanja. Ta pričakovanja mogoče so malo iluzorna, ampak definitivno bo vplival na hitrost razvoja, zato ker ti ne boš porabil pol leta za to, da boš preveril trenutno stanje tehnologije na tržišču, ampak boš to lahko naredil v roku, enega tedna, 14 dni. Pa določene simulacije, pa določene preverbe z konkretnimi organizmi in morajo pa še smer biti narejeni. Ne, testi morajo biti narejeni, testi vedno bodo mogli biti narejeni. Tukaj pa so protokoli in ti protokoli so vezani na regulativo. In tukaj smo zelo podobni kot Borut tukaj, kjer je regulativa od zadaj, ki jo je treba spoštovati in jo spremljati in najdete pot, kako najhitreje skozi to regulativo. Bomo dali še besedo Borutu, pa bi pa res čisto na hitro, to besedo regulativa sem še pogosto slišimo, da problem konkurenčnosti Evropa je pretirana regulativa. A je res, a je to doživljate, a je regulativa lahko spodbuda inoviranju zaradi omejitev ali je obratno, ampak bi prej še Borutu dal besedo, da mogoče eno generalno na tole temo. Gre za, to smo v relativno zgodni fazi uvajanja neke nove tehnologije, ki je v resnici z vidika tehnološke inovacije stara. To je najbolj, to je dobro, da bi si mislim, v resnici matematična statistika izdelana za potrebe teh modelov, ki so zdaj stara 30 in več let. Tako da bomo razumeli, kaj je inovativnost, to je tako nastavljeno in kako se v resnici na koncu evolucijsko to realizira z podatkovno in pa strojno zmožnostjo, nekaj take, kar imamo zdaj. In to je ugibanje, tako kot večina teh ljudi ugibajo in pa krati pripovedovanje zgodb s specifičnimi interesi. Ne bomo tega analizirali, ker ni to tema, ampak jaz mislim, da to, kar kažejo slovenska podjetja, je bo v resnici dalo prednost slovenskem podjetju pri implementaciji nove tehnologije, ker se tega lotevajo previdno in povsod. Tako da, ker v resnici ne moramo biti prvi. Nimamo z vidika ekonomije obsega tako infrastrukture, ne znanja, ne ljudi, ki bi to delali on a frontier. Vemo, da je to tako. In hkrati zaradi tega nismo eni izmed tistih 25%, ko je MIT 3 tedne nazaj izdal poročilo, da v resnici je return on investment negativen za manj kot 5% podjetij, ki so to v tej prvi fazi. Ja, ampak vseeno je 3 leta stara. Ni tako, da bi bilo zdaj in hitrost je neverjetna. Tako da vsi so pričakovali rezultati takoj. In
ali izhaja iz stanja duha, ali izhaja iz kulture, ta trenutek se zdi, kot da je ta način implementacije, ki je bil spet tukaj anekdotično, lepo Evolutivno, izpovedan. potrpežljivo. Ja, Slovenska tudi- kvaliteta, ne? Tudi zaradi tega, ker ne moremo, ne? In ne, v kaj naj vlagamo v resnici, ne glede na to, kaj bo. Ne? Če ne bo tudi nek dan, nek apokaliptičen scenarij uvedbe nove tehnologije, v katerega pač upamo in verjamemo, da se ne zgodi, je v resnici smiselno investirati v tej fazi, sploh za tako ekonomijo in za podjetja kot v Sloveniji, v odnose z ljudmi. To je to. Ne? Se pravi, načeloma gradiš, ker bodo le-ti vedno to kot orodje ali kakorkoli implementirali. Spravi, investicija v odnose je tako kot v vsej zgodovini še vedno najbolj varna in gotovost. Emocionalna inteligenca, duhovna. Jaz to tudi študenti delam. Ta logika, ne, včasih si rabo biti, ne, v osnovi matematik, ne, si mogel biti skoraj doktor matematike, da si znal kaj izračunati. Danes je tega manj, ne, oziroma že čisto običajen državljan uporablja neke modele. Je pa ta vidik, no, ki sem ga hotel res na koncu mečkam prišparati, ta vidik ljudi, no, ki ste ga indirektno ste ga vsi naslavljali že skozi vaše, ne, se pravi, tle je tista ključna osnova, pa seveda preden mogoče se poslovimo z ljudmi, kar mislim, da je ključno, vsem ta vidik regulativa, čisto na kratko, ali je evropska regulativa nekaj, kar vas spodbuja k inoviranju, pa rečete, sem že v Evropi dal skozi, komod pridem čez Brazilijo, ne, rečemo, ali je obratno, ali je to, ne, ker, ne vem, če ste zdaj le slišali, ne, Apple je dal meni zelo zanimivo novo zgodbo ven, slušalke, ki simultano prevajajo, ne, in hkrati zgodbo, mogoče je to tudi izsiljevanje, v Evropi tega ne bomo prodajali, ker je regulativa prezahtevna, ne, regulativa pomeni varstvo podatkov, ne vem kaj še vse, ne bomo prodajali, ne, zdaj je to izsiljevanje, ker so tudi pod finančnimi globami, karkoli, ampak se pravi, ne bomo v Apple, ne, ali je regulativa evropska, pa tudi slovenska, včasih smo še bolj papeški od papeža, stimulativna za vas, ali ne, se je zahtevna, ampak to spodbuja nek razvoj novih trgov, ali je to, ne vem. Odgovor je dvojen. Ne. Po eni strani regulativa definitivno spodbuja razvoj pa inovativnost. Ker ti da neke omejitve in ti poskušaš inovativno odgovoriti na te omejitve, ki so postavljene. Zdaj, tukaj ni vprašanje, so te omejitve ustrezne, neustrezne, prave ali neprave. Pač so takšne, kakršne so in ti se moraš tem omejitvam prilagoditi. Druga pozitivna stran pa je, da veliko držav izven Evrope prevzema počasi evropsko regulativo. Kar pomeni, če imaš ti izdelek registriran v Evropi, si dosti enostavno vstopaš na druge trge. Sorazmerno enostavno vstopati na druge trge. In ti je to neka pomoč pri vstopanju na trge izven Evrope. Vi bi celo rekli bolj pozitivno vidite kot negativno. Lahko povem tle anekdoto, ki je v resnici dobra šala. Ne vem, če ste slišali to in bi bilo dobro, tukaj imamo medij, lahko razglašamo tole. Ne? Ampak v ZDA, ne, ki se razglaša za oazo nizke regulacije v globalnem svetu, ko so se sklicevali na zdravo prehrano, ne, je v resnici uradnik in to v tej administraciji rekel, da zdrava prehrana definirana po evropski regulativi. No, mislim, to je bil joke zadnjih nekaj tednov. Ne? Hvala Bogu, ne, za nas. To je naša dodana vrednost. Mi v bistvu prodajamo, nas prepoznajo kot skandinavski dizajn, ne da bi ga to pušal. V ZDA vas to prepoznajo? Ali to v Skandinaviji? Ne, Skandinaviji po moje, da ne. Ampak v bistvu to je ne, brez da bi to ne bil nikoli naš marketinški, pa smo ga povzeli, tako kot lušna firma, zato so vsi govorili, da so lušne hišce. Ne? In zdaj v bistvu ampak regulativa v Ameriki recimo dodana vrednost, ampak hotel sem nekaj drugega še reči, regulativa je nujno potrebna. Zdaj, ni problem v regulativi. Problem je, kakšen je proces, da ti skozi to regulativo prideš. Ne? V bistvu v Ameriki recimo, ko govorimo, dober, so imeli manj regulative, pa tudi ne več. V bistvu zategujejo, ampak ne, recimo pri gradbenih dovoljenih, ne, ker je naša rak rana, ker mi imamo dve ovire, sta pa vsaki je v bistvu poslu našem, ki jih mi poslednično fašemo od investitorjev, je investicija, ne, ena stvar, ne. Ker recimo pri nas, če govorimo čisto o tem, pa da ne bomo šli v to, pač je zelo malo investitorjev, toliko močnih, da bi se s temi stvarmi resno ukvarjali. Pole pa v bistvu so pa regulativa gradbena dovoljenja, ne. In zdaj gradbena dovoljenja so lahko pol leta, eno leto, leto pa pol, 2 leti, kakorkoli že pač ta proces traja. Problem je, če so nepredvidljiva, ne?
koliko je čustvo traja, drugo je pa v bistvu, da to dolgo traja. Zdaj, v Ameriki to, kar smo doživeli, so začeli bolj regulirati, ampak imajo pa zaradi nekih interesov, določenih okolij, imaš pa fast track, se temu reče. Ne? Se pravi, hitra pot skozi regulativo, ker pomeni veliko bolj zahtevna dokumentacija, veliko bolj zahteven pregled, veliko bolj vpogled, veliko bolj se ukvarja s tvojim projektom, kar pri drugih regulativah, ampak greš pa hitreje skozi. Ker v resnici je to del investicije. Se pravi, kad ti enkrat zemljo kupaš, ko začneš v bistvu z gradbenim dovoljenjem, tebi začne cicirati, in če to traja leto pa pol, se zgubi ogromno denarja. Na tem področju imamo seveda po državah v Evropi zelo različne. Poznam Švedska za kak pomemben poseg v hišo. 30 dni, ker pridajo brez kakšnih administrativnih, povejo, kaj lahko narediš, pridajo pogledati, če se nisi tistega držal podred vse. Imam nečaka v Španiji, kjer že več kot 2 leti išče gradbeno dovoljenje, ker se mu vsakič ponovno spomnijo še kaj. Pa polkno ne sme biti tako, pa nadstrešek in tako naprej. Se pravi, imamo zelo to diskrepanco, ki jaz mislim, da kar seveda vpliva. Regulativa mora biti razvojno usmerjena in seveda naslavlja to hitrost. Organiziranost v bistvu teh. Tako naprej, da veš čim, ne pa da se potem nek birokrat spomne in te, ko mu nisi simpatičen, mogoče začne kaj nagajati ali pa kaj ta zdan. Ja, ker jaz mislim, da tukaj, če že ta AI, upam, da bo tudi na ta se bo to malo procesno zadeva uredila. Da bo pomoč birokrat. Da tam uporabljajo ta orodja. Mogoče bo manj birokratov, pa več okay. Mogoče še zadnja beseda, ker nas bo čas, verjetno nas bojo ven vrgel. Kaj na temo, ljudi, pa ne mogoče sam kadar, ampak to kako vidite vse tem kontekstu, te turbulenc, tudi seveda tehnoloških ljudi, zaposlene, partnerje ste veliko govorili, čisto mogoče na kratko, saj mislim, da smo že sporočilo dali, da vi vsi trije vidite tle osnovni izziv, niti ne tehnologija, vse bomo to, tudi kapital ni, ampak ljudje, bi kdo še kaj dodal? Definitivno ključen, brez tega pač mislim, da nikoli ne bo šlo. Je pa komunikacija tista, ki je ključna. Kultura pa komunikacija znotraj podjetja. To mlajše generacije, vedno so nas krivi, mladi, zdaj sem že stara generacija, mladi niso bili ta pravi, zdaj ali kakoli, a so ta prava generacija? Ne, so. Mislim, da v vsaki generaciji najdeš v bistvu, gre se bolj za to, da se znaš prilagoditi, tudi to, kako komuniciraš, pa kako pripravljaš v bistvu delo, pa vse ostale stvari, zato, da se to zgodi, da jih opolnomočiš, da jim daš, da jih potegneš noter, da se počutijo del v bistvu te zgodbe. In se mi zdi, da se ne da tega za AI narediti. Še vedno ta menedžerska vloga, se pravi, dober menedžer. Moram dati občutek, da pač zakaj so sploh, ker smo vsi. Se pravi, kaj je poslanstvo? Kaj je poslanstvo na način? Kot denar služati. Pa tako bom rekel, zaupanje pa spoštovanje. To bi lahko rekel tudi, da je ena definicija ljubezni, taka zelo tehnična. Ampak če se vzpostavi neko zaupanje in spoštovanje v vsem vpletenju procesu v podjetju, pa tako tudi s partnerji z vsem stalnim, da sta to 2 stvari, na katerih moraš delati, če hočeš res v bistvu vzpostaviti neko klimo, znotraj kjer se lahko optimalno dela v bistvu. Hvala, Peter. Bi ti kaj dodal še? Ljudje, komunikacija. Čas je treba vzeti za ljudi, Čas je treba vzeti za ljudi. Vodenje. Mislim, da je tukaj tudi zelo pomemben moment, kako so ljudje vodeni in kakšna sporočila in na kakšen način so jim in vizije, in strategije, in zahteve predstavljene in kako jih pravzaprav pridobiti, da postanejo zainteresirani in da potem kot zainteresirani tudi maksimalno doprinesejo in dajo tudi dobre rezultate. Hvala lepa, čeprav to so čisto druge teme, bi rekla, ampak za zaključek, za kakšne druge teme, kako se ukvarjati z ljudmi. Vemo, velik izziv, velik problem, lahko pa tudi zelo velik prinese. Borut, bi kaj dodal še na to temo ljudi? Imate težave v banki, kaj s kadri? Ne, ta trenutek ne, ampak hotel sem en vidik, ker se zdi, kot da je v prostoru, v komunikaciji nasploh je ta nek strah pred prihodnostjo in motivacijo naslednjih generacij, zato da bodo lahko delale v kakršnemkoli kontekstu. Ampak jaz mislim, da jamranje v tem smislu pač ne more biti del reševanja problema. Načeloma, to je ena karakteristika slovenska, jamramo veliko, Ja, in se mi zdi, da ta pozitiven duh, kjer v resnici poskušaš razumeti, naprimer, predstavnika druge generacije, njegov drugačen motivacijski kontekst in potem skupaj z njim reševati problem, ki je problem podjetja in tvoj problem kot podjetnika, je verjetno nastop. Če pa jamraš nad tem, da
da so slabši, Niso taki, da niso taki, kot jaz vem, da bi morali biti, da je, kako že, ne, da je kot babica, ki je rekla, moj svinčnik 50 let nazaj je drugače pisal kot danes in boljše, ne, tako nekako. Ne, tako da, mislim, to ni način, ne, ker kaže na to tudi, da smo mi starejši in pač preprosto samo drugače gledamo na svet, kot gledajo tej, ne, ki prihajajo na trg dela. Tako, no, ja. Okay, jaz bom mogel končati. Ne glede na vse, ne bom prav, da se samo hvalim, ampak jaz mislim, da smo vseeno uspeli tisto, nekaj je bila mečkan tvegana na začetku, a se lahko predvsem pozitivno pogovarjamo, ne, a lahko izpostavimo stvari, v katerih smo dobri. Ne. Sprav, da rečeš, ne morem biti všeč vsem, tudi Slovenci ne moramo biti vse mogoče, ne, ampak kje smo pa res že dobri in smo lahko še boljši. No. Jaz kljub samo mislim, upam, da se, pa ni to pomenilo, koliko se mi strinjamo, ampak koliko se poslušalci pa gledalke strinjajo s tem, ne, ampak jaz verjamem, da smo uspeli biti, ne glede na vse, ne, tako, realno optimistični oziroma, da smo izpostavili stvari, ki jih je treba kot pozitivne iskati. Se pravi, manj jamranja, ampak delati na teh lastnostih, kot je vztrajnost, kot je seveda v tem človeškem kontekstu, ki so v veliki meri tudi že stoletja, da ne rečem manj, slovenske karakteristike, da nam izumljali nečesa, kar nikoli nismo imeli, pa najbrž v taki obliki, kot je v ZDA, ki so nastali drugače, ali pa Velika Britanija, ali pa Nemčija, vse druga okolja. No? Tako da iz tega izhajati, kar imamo, pa še boš biti. Ne? Je tako naše sporočilo. Prav, hvala lepa vam. Hvala.